Dobrodošli v novem videu in danes moramo v tem videu govoriti malo o Federal Reserve minusih, ki smo jih dobili včeraj. In v bistvu, če ne veste, kaj Federal Reserve minusi sploh so, to je v bistvu samo en dokument, ki pride tam ponovadi okoli 3 tedne po FOMC meetingu, se pravi, zadnji FOMC meeting je bil 1. februarja. Na tem dokumentu nam v bistvu Federal Reserve malo bolj podrobno pove, zakaj so se odločili za odločitev, ki pač so sprejeli v tem primeru za 0,25% zvišanja obrestne mere. In pa malo kakšno je stanje v ekonomiji na splošno in kakšne so pričakovanja za naprej. Zdaj, rad bi prvo sam rekel, da te minusi so v bistvu nastali na takrat, ko se je zgodil tudi FOMC meeting, se pravi 3 tedne nazaj. In te minusi so bili v bistvu pred CPI reportom, pred PPI reportom, pred retail sales reportom, pa pred jobs reportom, ki so bili vsi zelo hot, tako da mogoče bi bili minusi drugačni, če bi prišli po teh reportih, ampak samo da pač, da boste imejte to v mislih, no, ko bom šel čez ta video. No, sicer so pa bili minusi dosti v bistvu ne preveč zanimivi, dosti smo slišali to, kar smo slišali že milijonkrat, se pravi, spet so rekli, da je inflacija še vedno dosti nad njihovim ciljem 2% in da je labor market še vedno zelo tight, kar pač pol posledično v bistvu pritiska na plače zaposlenih in to pol posledično v bistvu prinese tudi više cene, zato je inflacija še toliko visoka in pravi, da mora pač labor market v bistvu ratati bolj loose, da rabijo več brezposelnosti, da se inflacija pol zmanjša. Zdaj, inflacija sicer se zmanjšuje, ampak dost premalo v bistvu, da bi zaključili še z višanjem obrestnih mer. Pravijo, da so v bistvu zaradi tega na zadnjem meetingu dvignili Federal Funds Rate za 0,25%, no, ampak v teh minusih so nam pa v bistvu napisali, da teh 0,25% je prišlo v bistvu dosti dvomi, da je inflacija še vedno nevarna. Zdaj, kljub temu, da so v bistvu informacije za inflacijo zdaj že zadnje 3 mesece v bistvu prihajale dosti dobre, govorim za 3 mesece pred tem meetingom. Pravijo, da bojo v bistvu mogli videti dosti več dokazov v bistvu in tudi v več sektorjih, se pravi, zdaj trenutno smo videli disinflacijo največ samo v tem goods sektorju, medtem ko oni čakajo, da vidijo začetek disinflacije vsaj še v housing sektorju pa service sektorju, ki ponavadi pride tam malo kasneje. In v bistvu pač ja, to hočejo videti, da bojo prepričani, da smo na downtrendu in pa v bistvu lahko začnejo razmišljati ali da se ustavijo zvišanje obrestnih mer ali pa jih celo zmanjša. Tako da za pričakovati je bilo v bistvu, da so nam povedali, da bojo ongoing rate hikes v bistvu necessary, se pravi, potrebni bojo zdaj v nadaljevanju še več zvišanj obrestnih mer. No, čeprav smo pa v bistvu zadnji meeting dobili 0,25, so nam zdaj na minusih povedali v bistvu, da je bilo nekaj članov Federal Reserva v bistvu za 0,5. Niso nam povedali koliko, ampak napisali so a few members, kar ponavadi pri Federal Reservu pomeni več kot 2. Zdaj, zakaj je to zanimivo, da več kot 2? Zato, ker mi za 2 v bistvu že vemo, če ste gledali video iz prejšnjega tedna, sta in James Bullard in Federal member Mester sta oba dva rekla, da so bila na zadnjem meetingu v bistvu ona dva za 0,5%, no, ampak očitno niso bila edina, kakor sem pa rekel, niso nam povedali, koliko v bistvu članov je bilo za 0,5, niti nam niso povedali kateri, ampak za te 2 vemo sigurno. Ampak razen tega v bistvu v minusih ni bilo nobenega namiga, da bi lahko dobili zdaj na naslednjem meetingu 0,5 in meni se zdi to v bistvu dosti logično. Nekateri ljudje zdaj pričakujejo 0,5
sploh pač zaradi teh hot reportov, ki smo jih imeli ta mesec. Ampak ja, v bistvu, kot sem rekel, meni to ne make sense, zato ker, če tako pogledate, če zvišajo v bistvu zdaj iz prve za 0,5, je v bistvu edina stvar, ki so jo naredili, da so speed up ali v bistvu pospešili ta proces za 5 tednov. Zato ker naslednji Federal Reserve meeting, se pravi po temu, ki bo zdaj, ki je 22. marca, naslednji je v maju, 5 tednov kasneje, ful več sensa bi makal, da na obeh zvišajo za 0,25, ker če grejo zdaj na 0,5, v bistvu še zbijajo svoj credibility, zato ker bojo toliko se spreminjali odločitve, ker zdaj po teh dobrih reportih inflacije so nam rekli večkrat, da se jim za zdaj naprej zdijo bolj primerni 0,25% zvišanja, tako da meni se zdi čisto nesmiselno, da bi v bistvu na naslednjem meetingu dobili 0,5 in s tem se večinoma strinja tudi market. Je pa market sicer po tem meetingu in po teh hot inflation reportih ta mesec v bistvu zvišal svoje expectations za končen Federal Funds Rate, se pravi zdaj je priced in, da bomo imeli na koncu cikla teh višanj obrestnih mer, v bistvu obrestne mere med 5,25 pa 5,5 ali pa kakor, če smo čisto natančni, market predikta 5,37, no in to je dosti višji, kakor je bilo par mesecev nazaj, ki je bilo to na 4,9. Se pravi, market malo bolj verjame že Federal Reserve, oni so že takrat govorili, da bojo imeli nad 5 in tudi v bistvu zdaj že market pričakuje, da letos ne bo nobenih katov, kar je isto sprememba izpred par mesecev, čeprav nam Federal Reserve govori že dolg časa, da letos ne bo katov. Tako da tukaj v bistvu pol vidite, če bi zdaj na naslednjem meetingu zvišali za 0,5, Federal Reserve zgubi veliko credibilityja, ki ga je končno malo dobil. Ja, kaj je bilo še zanimivo, rekli so na minusih, da je sicer nekaj memberjev videli pač tveganje za recesijo, če povečajo, če še večajo, mislim, če bojo over-tightenali, če bojo preveč povečali obrestne mere, no, ampak ostali pa v bistvu mislijo, da je še vedno možnost za soft landing, kar smo tudi govorili v videu prejšnji teden, ker je v bistvu labor market tako strong, si v bistvu nekateri Federal Reserve memberi mislijo, da lahko premagamo to inflacijo v bistvu brez recesije in brez večje brezposelnosti. To je bilo v bistvu to za te Federal Reserve minuse, kakor sem rekel, jaz jih ne bi vzel ful resno, zato ker so bili pred temi reporti, ki smo jih dobili ta mesec. Ampak ja, to je bil v bistvu en tak quick summary, upam, da ste uživali, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.